Lep pozdrav, smo v rubriki Lara odgovarja, v kateri odgovarjam na vaša vprašanja. In vprašanje, na katerega odgovarjam danes, ste pravzaprav izglasovali na profilu Instagram in pa Facebook profilu Psihologinja Lara. Glasi se pa, kako naj vem, kdaj je smiselno prekiniti partnersko zvezo. To je vprašanje, s katerim se velikokrat srečam, ki mi ga stranke velikokrat zastavijo, tako na individualni kot tudi na partnerski terapiji. V tem vprašanju ponavadi začutim veliko stisko, žalost, strah in najpogosteje zaznam, da me stranke to sprašujejo zato, ker jih zanima, do kakšne mere je v bistvu normalno prenašati bolečino in nezadovoljstvo v partnerskem odnosu. Po drugi strani pa tale odgovor iščejo tudi zato, ker če tale meja zares obstaja, če obstaja meja, preko katere ni več smiselno vztrajati v partnerskem odnosu, potem sem v bistvu razbremenjena odgovornosti. Če prestopimo to mejo, potem na nek način nisem več odgovorna za posledice, ki jih prinaša razdor partnerske zveze, ki jih prinaša moja odločitev, da prekinem zvezo. Ampak v resnici na to vprašanje lahko odgovorite samo vi sami. Mejo, do katere vztrajate v partnerski zvezi, si določate vi sami. In odgovornost za odnos med vami in vašim partnerjem nosite samo vi dva. Če ste se slučajno znašli na takšni turbulentni točki v partnerskem odnosu, če ste se znašli na neki prelomni točki v partnerskem odnosu, potem vam svetujem, da razmislite o tem, kakšno perspektivo ima vajina zveza. Se pravi, razmislite o tem, kakšne so vaše želje in cilji, kako si predstavljate vajino partnerstvo v prihodnosti in kakšne so želje in cilji vašega partnerja oziroma partnerice in ali so ti ključni cilji isti ali pa vsaj kompatibilni, tako da jih lahko vozita skupaj v prihodnosti. In vkolikor je ta odgovor ja, da cilji so vsaj kompatibilni, potem preden se odločite za prekinitev partnerske zveze, stopite do neke tretje osebe. In svetujem vam, da ta tretja oseba ni vaša prijateljica ali prijatelj, ki so lahko super sogovornik, ampak so najbrž pristranski, ker poznajo samo vaš del zgodbe. Priporočam vam, da stopite do neke tretje, nevtralne osebe in potem lahko rečete, da ste zares naredili vse za vajino zvezo. In verjamem, da bo odločitev, ki jo boste sprejeli, bodisi za vztrajanje in izboljšanje vajinega odnosa ali pa za preoblikovanje vajinega odnosa, v vsakem primeru bo odločitev pravilna. Za taka podobna ali pa čisto drugačna vprašanja sem vam na voljo v rubriki Lara odgovarja. Vprašanja mi lahko sporočite preko zasebnih sporočil ali maila in potrudila se bom, da bom nanje dala kar najboljši odgovor. Lep dan vam želim.